Po dolgem poletnem premoru brez relija pri nas je bil konec 3. septembrskega tedna končno spet čas za spektakel, ki se je tokrat odvijal v Novi Gorici. Drage gledalke in gledalci, gledate reportažo Autoportreta.si z najdaljšega relija v Sloveniji, 8. male relija Nova Gorica. A verjetno je že večina od nas malo pozabila, kaj se je zgodilo na prejšnji dirki. Zato bomo najprej pogledali na Gorenjsko. Na še mlajši dirki v Železnikih smo bili priča izjemni bitki med Boštjanom Avbljem in Rokom Turkom, ki jo je dobil slednji. Rok skupaj z Blanko pred 5. dirko sezone vodi v državnem prvenstvu in ima že možnost, da osvoji 3. zaporedni naslov prvaka. V divizijah je stvar podobna. Rok Jerkič, Tim Novak in Domen Agnič, ki so v Železnikih zmagali, vodijo tudi v točkovanjih. Seveda je reportaža na voljo na našem YouTube kanalu in Facebook strani. V zadnjih 7 izvedbah relija nismo nikoli videli slovenskega zmagovalca. Lansko leto je bil najboljši Ondřej Bisaha, leto prej pa Nikolaj Grazin. Oba sta bila na listi prijavljenih, Rus je celo izkoristil priložnost, da je stestiral Volkswagena Polo RP. Ker je ta relij zaradi dolžine ocenjen s koeficientom 1,5, ga domači asi zagotovo niso hoteli zgrešiti. Boštjan Avbelj je po 2 odpeljanih dirkah kar naenkrat postal kandidat za zmago, čeprav še nikoli ni peljal v Novi Gorici. Tudi v konkurenci med dvokolesno gnanimi dirkalniki smo našli par znanih imen. Denis Radström, lanski podprvak v kategoriji Junior VRC, je prišel s Fordom Fiesto R2, z enakim avtom pa je prišel tudi Alex Humar. Marko Grossi, ki je vozil Citroena C2, je presedlal na Peugeot 208, ki pa ga je testiral že teden prej na gorsko-hitrostni dirki v Buzetu. Na Primorsko pa nista prišla Domen Agnič in Miha Mušič, vodilna v diviziji 3. Peto dejanje letošnje sezone se je začelo že v četrtek zvečer na Bevkovem trgu s predstavitvijo dirkačev in kratkim intervjujem z Vladom Krivcem. Pa si malo poglejmo, kaj so rekli vozniki. Mogoče mičkrat so bili tudi sami presenečeni s samim tempom v Velenju, ampak nekako se ne mora primerjati s temi fanti, ki pač nastopajo tukaj po kilometrih, po izkušnjah, zato ne ciljava nekje na en top rezultat. Pokazala bo tisto, kar znava najboljš, bo atraktivno, bo hitro, če se bo dobro počutila in mislim, da bo na koncu, da bo tudi rezultat tak, mora biti. Šajn pač dirka se bo začela iz nule, tako da ja, vse je mogoče, ampak če pogledamo po samih karakteristikah, po kakovosti, pa upam, da bo dal vse en krožnik not od nam, ki za pršuta, ki bo narezal. Ne vem, konkurenca, ja, se lepo dirkamo, nama nekako uspeva. Je pa zdaj na tej dirki še Alex, tudi Denis Radström, tako da konkurenca bo res ta prava med R2. Bo treba res pritiskati, ampak nekako moj cilj je zmaga v diviziji 2, tako da se bom potrudil, da so čim više. Ne mi reči, da nisi še niti kilometra naredil. Ne, avto smo probali, ampak zdaj, ki smo večji primerjavo, bomo lahko naredili pa jutri, ko bomo pelali kakšen Grozinec. Jaz upam, da bo šlo. Naslednji dan pa se je začelo zares. Zjutraj je bil najprej čas za shakedown, uradni test pred dirko, vse od 8 do pol 12 zjutraj. Kot pa navadi je to odlična priložnost za končne nastavitve dirkalnika pred začetkom. Prva hitrostna preizkušnja dneva je prišla na vrsto ob 14:53 že kar znanim Kromberkom. Kratek 4,5 kilometrski brzinc, ki se naslednji dan ponovi v drugo smer. In že tukaj je Nikolaj Grazin pokazal, da ostalim ne bo olajšal dirke. Avbelj je sicer z minimalno prednostjo 6 desetink prevzel prvo mesto v prvenstvu, Rok Jerkič pa z dosti večjo prednostjo v diviziji 1. Denis Radström na svojem prvem HP-ju ni imel težav in je tako postavil najboljši čas med vozili na en par koles. Simon Mlinar ni bil daleč za njim, on je tudi prevzel vodstvo divizije 2, Kristjan Širok pa prvi v 3. diviziji. Naslednji brzinc, Lig, je najdaljši od vseh na reliju. Tukaj so se razlike začele večati. Grazin je za kar 17 sekund premagal Turka. Avbelj je tukaj izgubil nekaj časa. A to so bile tudi edine spremembe. Preizkušnja je bila namreč odpovedana zaradi hude nesreče Gergelija Fogasija in Davida Berendija. Na srečo s posadko ni bilo nič hujšega, a Fiesta je utrpela kar hude posledice. Posadka William Prodan in Zoran Raštegorac,
ki sta bila na cesti tik za nesrečno posadko, se nista ustavila, da bi jima pomagala. Zato je žirija dirke odločila, da jima podeli kazen 10 minut. Pozneje, malo pred 6. uro, so se dirkači znova podali s Kromberka na ravnico. In znova je bila situacija podobna kot prej. Grazin pred Aubljem, Bisaho in Turkom. V državno prvenstvo se je tokrat urinil tudi Hermann Gassner Jr., ki je nabral že kar dovolj prednosti pred Zrinskim na 4. mestu. Po 3 brzincih je bila situacija po divizijah podobna kot prej. V drugem prehodu HP League je Grazin zabeležil še eno zmago. Turk pa je v državnem prvenstvu povečal prednost na 15 sekund pred Aubljem. Rok Jerkič pa brez konkurence v prvi diviziji. Njegova prednost znaša že več kot minuto pred Jerebom. Sreče pa še vedno nima Kosport Rally Team. Po nesreči posadke Koren Rupnik v Železnikih sta tokrat izlet s ceste doživela Tine Koren in Tjaše Medvešek. Posadka se k sreči ni poškodovala. V diviziji 2 pa je z izjemno vožnjo po 4 HP-jih vodila posadka Alex Humar Jake Cevc, kar 20 sekund pred Novakom. Tudi v diviziji 3 je prišlo do zamenjave, Erik Bernik in Hanna Vihtelič sta zdaj na vrhu. Zvečer pa smo videli novost na novogoriškem rallyu, super specialno mesto. Sicer kratek, a je poskrbel za šov med navijači. Težave je imel Igor Žbogar s Citroenom DS3, ko je zadel betonski zid in povzročil kar dolgo prekinitev. A do konca potem ni bilo več problemov. Ondřej Bisaha je bil najhitrejši. Prvič, ko Grazin tukaj ni zmagal brzinca. Prvi dan je prinesel veliko drame in zapletov, a kot se je izkazalo naslednji dan, je bil prvi del še kar miren. V soboto se je začelo s hitrostno preizkušnjo Kambreško ob 8:51. No, moralo bi se. Zaradi neljubega dogodka, nepovezanega z dirko, je moral na etapo iti rešilec, da je lahko poškodovano osebo pripeljal v bolnišnico. Organizatorji so se zato odločili, da odpovejo ta brzinc in nato nadaljujejo normalno naprej s HP Morsko. Grazin se je zgledal dobro naspal, še je povečal prednost, ki je zdaj znašala že dobrih 45 sekund. Boštjan Aubel pa je odščipnil par sekund Turku. Včerajšnja prednost pred super specialom se je razpolovila. Številčna divizija 1 je izgubila še enega dirkača, ko sta Gregor Likar in Kristjan Pešič zletela s ceste. Na srečo brez posledic za posadko. Humar in Bernik pa sta še povečala prednost. Na drugem prehodu HP Kambreško pa se je zgodil preobrat. Turku je nekje vmes ugasnil njegov Hyundai in izgubil je ravno toliko časa, da ga je Aubel prihitev. Tole bo še odlična borba do cilja. V diviziji 1 je zablestel Nejc Mrak z najboljšim časom tega dolgega brzinca. Znova pa je brez cilja ostal Marko Grossi, a tokrat s tehničnimi težavami, ki je na Peugeotu 208 že kar stalnica, črpalka za bencin. To je dalo Timu Novaku dobro šanso, da bi že tukaj osvojil naslov prvaka. V težave pa je zašel Erik Bernik, ki je zaostal za več kot 2 minuti in tako Vasi Miklavčiču predal vodstvo divizije 3. A odstopov še ni bilo konec. Na drugem prehodu brzinca Morsko sta imela še en izlet s ceste Mađara Ferenc Kis in Đerđe Lipatko, Škoda Fabia R5, a ni bilo nič hujšega. Tehnične težave pa so se pojavile na Astri Slavka Komela in Darka Vončine, ki so vodile v poznejši odstop. Sledilo je kosilo, nato pa še zadnje 4 preizkušnje. HP Ravnica, ki je, kot že prej omenjeno, Kromberk v drugo smer, je bil na sporedu malo čez 3. popoldne. Grazin je bil seveda razred zase, a Aubel tudi ni popuščal in je znova prehitev Turka, pa čeprav za 30. Gassner Jr. se je še vedno udobno peljal na 3. mestu v državnem prvenstvu. Dobro je odpeljal tudi Mitja Bratina, ki je s Citroenom AX postavil najboljši čas prve divizije. Na HP Banšice pa je končno nekdo z vrha spravil Grazina. In ta nekdo ni nihče drug kot Boštjan Aubel. V diviziji 2 je prednost Aleksa Humarja narasla že na pol minute, Miklavčič in Jerkič pa tako ali tako tudi brez težav. A brez problemov ni šlo pri Gregi Premrlu in Viliju Ošlaju, kjer Toyota ni več hotela sodelovati. Zadnji prehod Ravnice je minil brez posebnosti, zadnji 13. HP Banšice 2 pa je znova dobil Boštjan Aubel.
Zdaj pa kot ponavadi na koncu sledi veliko razglasitev, zato pojdimo kar lepo po vrsti. Nikolaj Grazin in Jaroslav Fedorov sta dokazala, iz kakšnega testa sta in osvojila že drugo zmago tukaj. To pomeni, da še vedno nimamo slovenskega zmagovalca. Minuto in 9 sekund je na koncu znašala prednost pred Aublem na drugem mestu, Rok Turk pa je dokončal stopničke. Pisaka četrti, Gassner Junior pa peti. Zdaj pa državno prvenstvo. Boštjan Aubel in Damjan Andrejka vsa čas za to zmago, drugo v karieri na šele tretjem odpeljanem rejlju. A ta dosežek je mogoče malo zasenčil dosežek Roka Turka, ki je z 2 dirkama do konca zbral dovolj prednosti in že tretjič zapored postal slovenski državni prvak. Točke so osvojili še Gassner Junior, Humar, Novak, Fakin, Mlinar, Pelhan, Štucin in Čebron. Rok Jerkič in Marko Stopar sta brez težav zmagala v diviziji 1, s kar 2 minutama in 4 sekundami prednosti pred Juretom Jerebom in Boštjanom Vidmarjem. A to ni največja prednost danes. Tretje mesto sta dopolnila Mitja in Lara Bratina za ostankom 3:54,8. Rok še vedno nima dovolj prednosti za naslov, ker je veliko izgubil z odstopom v Poreču, a je vse bliže temu. Jereb in Velika Vrh se bosta kot kaže spopadla za drugo mesto. Če bi lahko izbral dirkača dirke, bi verjetno izbiral med Aublem in zmagovalcem divizije 2, Aleksom Humarjem. S tem avtom Fiesto R2 je namreč prvič odpeljal rejl. 41,6 sekund je znašala prednost pred Timom Novakom in Urošem Ocvirkom, ki pa sta zbrala dovolj prednosti za novi naslov prvaka. Jernej Fakin, tokrat tretji, in Marko Grossi sta tesno skupaj na lestvici točkovanja. Nazadnje pa še k največji prednosti, 3 minute in 1 sekunda. Vasja Miklavčič in Martin Černigoj sta vknjižila drugo zmago v tretji diviziji. Druga sta bila tokrat Janko in Mitja Aubrecht. Za ostankom skoraj 4 minut pa sta na stopničke prišla Matic Humar in Nika Jereb. Boj za naslov prvaka je tukaj še najbolj napet. Še vedno vodi Domen Agnič, a za samo 7,5 točk na račun tega, ker ni prišel v Novo Gorico. To bo še zelo zanimivo. Pa je v koncu prišla reportaža z 8. male rejlja Nova Gorica, Gregi Premrlu. Najlepši, najboljši rejli. Še posebej pa najdaljši, ki se je izkazal za pravi izziv dirkačev. V državnem prvenstvu nas čakata še 2 dirki, 20. rejli Poreč 11. in 12. oktobra ter finale 26. in 27. oktobra v Idriji. Mi bomo zagotovo tam, kaj pa vi? Če ne boste, pa z Idrije pričakujte reportažo prav tukaj, na autoportretu.si. Hvala za vsak ogled, like in pa še posebej delitev, ker s tem pripomorete k temu, da čim več ljudi vidi naše delo. Hvala za pozornost in nasvidenje.